Dobro, lep pozdrav vsem prisotnim na prvi izredni seji občinskega sveta občine Raven na Koroškem. Po točko 1 ugotavljamo sklepčnost. 17 prisotnih svetnikov, imamo tudi 5 opravičil, tako da vemo, da 5 svetnikov ne bo in smo pravzaprav vsi, ki ste imeli namen na današnjo sejo priti prisotni. Po današnjo točko, dnevnim redom imamo eno točko in sicer predlagam dnevni red eno točko poročilo štaba civilne zaščite o posledici neurij avgust 2023, to so ta zadnja neurja z petkom 4. avgusta in dajem v razpravo ta dnevni red za današnjo izredno sejo. Če ni razprave k dnevnemu redu, predlagam torej sklep, ki se glasi: občinski svet potrjuje predlagani dnevni red prve izredne seje občinskega sveta občine Raven na Koroškem. Kdo je za? 17 za, to je tudi soglasno glede na prisotnost. In prihajamo torej na prvo in edino točko današnje seje, poročilo štaba civilne zaščite o posledicah neurja avgust 2023. Zdaj, situacija je taka, da smo seveda čakali s klicom na to sejo nekako, da se glavne operativne naloge štaba nekako izpeljejo oziroma končajo, vendar pa seveda, kot vidite, poveljnik telefonira, kajti pred 1 uro smo dobili alarmantno sporočilo pod oznako visoka prioriteta štaba civilne zaščite za Koroško regijo, da morajo vsi stroji, vsi delovni stroji, ki so seveda v naših vodostrugah, se omakniti v 2. uri zaradi tega neurja, ki zdaj prihaja, in pa so tudi določeni ljudi smo morali izseliti zaradi tega neurja, ki prihaja. Zato poveljnik je pravzaprav zdaj v teh aktivnostih, ki jih vrši že od 4. avgusta. Skratka, namen današnje seje, da seznanite se z dosedanjim potekom dogodkov, seveda nekateri ste bili bolj, nekateri manj udeleženi in da seveda predvsem poročamo o stanju na današnji 23. avgust, kje je naša lokalna skupnost torej z aktivnostmi oziroma z posledicami tega neurja, ki ga pravzaprav tudi najstarejši Ravenčani ne pomnijo. 1.11.1990 so bile nazadnje te večje poplave, še dalje pa so do 70 oziroma navajajo letnico 61-62, morda izziv za knjižnico, da naredi neko pregledno razstavo dosedanjih poplav na Ravno. Vsekakor pa žal bo to dogajanje pred 3 tedni šlo ne samo v našo preteklost, tudi v našo zgodovino, kot seveda tak bolj epohalni dogodek, ko je mesto Ravne plavalo do neke mere. Pa bi zdaj seveda uvod za to sejo prosil gospoda Branka Kakerja za poročilo o delu štaba z zaključkom oziroma poudarkom na sedanjem stanju, kje smo z neurjem 2023. Prosim, gospod Kaker. Lep pozdrav. Moje poročilo bo verjetno tek malo bolj zbegano levo, desno, zaradi tega, ker dejansko se situacije menjajo. Vsak dan je nekaj novega, zdaj že vsako uro nekaj novega, tako da bom verjetno zadeve malo preskakoval, mi ne zameriti, ker ne bo sistematično ta zadeva urejena. V glavnem, zadeva se začela, kot veste, v petek 4. Zjutraj se je že začelo prva akcija, ki je bila reševanje ljudi, družine iz poplavljenega objekta. Potem je bilo naslednjo, da smo to družino morali nastaniti in od tod naprej sem jaz potem aktiviral štab civilne zaščite, ki je od tistega potem naprej deloval. Skozi še do današnjega dne deluje, seveda to je bil, ker je bil aktiviran državni načrt o poplavah, smo v okviru tega načrta delovali. Včeraj pa, v ponedeljek, pa smo z županom aktivirali tudi načrt pitne vode. Tako da dejansko zdaj štab dela že z drugim načrtom, uravnava in seveda vodi te postopke. Kot sem rekel, smo 4. začeli, bilo je veliko dela. Moram reči, da so občani se zelo samozaščitniško obnašali in so veliko stvari seveda sami tudi uredili. Naš štab je potem seveda vso to zadevo skoordiniral z
koordiniral z prostovoljci, koordiniral tudi delno z gasilci, koordiniral je z vsemi službami, ki so dodatno, tehničnimi službami, ki so se dodatno seveda vključile v to zadevo. Poskušali smo seveda čim več stvari obdržati v stanju kakšne, in to predvsem, če vzamemo te mostove v železarni pri Šparu, ker dejansko, če bi ne imeli posebnih ekip tam zraven, bi verjetno ostali tudi brez te povezave, brez tega mosta. Seveda, 2 dni je bilo kaotično, ker dejansko Meža ni spustila niti suhe, niti kotule, praktično nič ni spustila v sebe, in zato so se zadeve nabirale in so ulice, ki so ob teh rekah, dejansko zalivalo. In seveda posledično tudi trg, in dokler se ni nivo reke Meže padel, je bilo dejansko nemogoče karkoli narediti. Vendar v tem času smo mi organizirali seveda tudi polnjenje protipoplavnih vreč, in so seveda 2 dni pa pol so se te vreče od jutra do večera polnile, da smo lahko seveda jih predstavljali na lokacijah, kjer je pač bila potreba. Seveda vmes so se zgodile še stvari, plazovi, trganje cest, plazov na ceste, prekinjanje ceste. Poskušali smo te plazove zaustaviti s tem, da smo odvodnjavanje vršili, odvodnjavanje iz plazov vršili, in pa seveda, kjer je bilo potrebno, smo seveda del plazov usmerili in odstranjevali, da smo si praktično eno in edino pot prevozno, ko smo si zagotavljali preko čistilne naprave in Selovca na Ravne, ker dejansko vse posod, kar je drugo, je bilo zablokirano. Mi prvih 2 dneh tudi praktično nismo prišli niti do Dobri, zato sem rekel, da so se praktično samo zaščitniško obnašanje naredili. Potem, ko je bil možen dostop, smo seveda z materialno pomenicami in vsemi temi stvarmi pomagali te plazove seveda zaustavljati in urejati. Tu moram reči, da tudi že na te plazove so šli določeni prostovoljci pomagati, ker dejansko bilo tudi gasilcev, vseh teh je bilo premalo, da smo z prostovoljci tistimi, ki smo jih pač so sami izrazili, da si upajo, da si razkerajo, in da smo jih potem seveda pod vodstvom poslali, da smo te stvari delali. Vmes smo že imeli, isto tako smo morali organizirati, ker je pač glavni magistralni vod odtrgalo, smo morali seveda že vmes zagotavljati tudi pitno vodo na določene lokacije. Tako da smo tudi to urejevali. Seveda smo bili tudi vstopna točka, od začetka smo bili tudi vstopna točka za ostale občine po dolini navzgor, kar se je potem s časoma spremenilo. Seveda tudi prvi dan smo imeli kar veliko dela z tujci, ki so se našli ujeti na našem področju, in seveda, da smo jih tudi njih nastanili, da so lahko počakali eno tisto čas, da so lahko potem seveda naprej šli, kamor so pač imeli namen, ker je pač se zadeve odpirali, smo jim tudi iskali poti, dali smo jim hrano, dali smo jim prenočišče, da smo jih pač uskrili. Seveda, izseljene so bile takrat že 3 stranke, 3 družine, ki smo jih nastanili v punktu, Istočasno pa, ker se je začelo govoriti o še večjih zadevah, smo mi že pripravili večnamensko dvorano Kotlje za večjo evakuacijo ljudi. Smo pripravili, tam je pa čez 60 prostora pripravljen za 60 ljudi. Zakaj smo to Kotlje dali? Smo dali z preprostega, ker je tam bilo so voda in setarje tako naprej, da ni bilo treba tu skrbati, ker tu, ko smo punkt dali, smo morali že dovažati vodo in tako naprej. Tako da z tega čisto racionalnega, čeprav bi rekel, ta večnamenska dvorana v naših načrtih zaščite in reševanja še ni bila namenjena, so bile telovadnice druge. Seveda, tu so se vse enote, kot sem rekel, od prostovoljcev, gasilcev, JKP Lok, potem seveda te naši domači, ki
ki so bili tu, imeli stroje od Fetra in tako naprej, a ne Lihti Negarja, kaj je že Vertikala in tako naprej. Vsi so bili pripravljeni pomagati za stroji in čim je bilo to možno, smo te stroje začeli uporabljati. Kot pa veste, prve skoraj 4 dni ni bilo možno uporabljati stroje, ker je bila reka premočna, ne? In dejansko nismo mogli ljudi poslati v strugo ali ob strugo, da bi karkoli naredili. Smo jih pa seveda postavljali na mostove, da smo jih ščitili. Ne? Seveda poskušali smo vse skozi, je bilo pač zato, da poskušamo prevoznost zagotoviti, da bi lahko si seveda kamorkoli, da prišli, lahko imeli pomoč. Seveda po 4 dneh nam potem uspelo, potem smo angažirali, takoj ko so se ti osnovni plazi pojavili, smo angažirali geomehanike od Rozmana do geodetskega zavoda, tudi zavod za raziskave, ZAK, in te stvari, da so seveda pregledali te naše objekte, ki so bili ali na plazovih, ali seveda poplavljeni in tako naprej, ali so varni ali niso varni. Tako da smo poskušali to čim prej, dobili smo tudi, bi rekel takrat, ker pač bo to nujno ustna navodila, kako ukrepati na določenih zadevah, in tako smo seveda v skladu s tistimi navodili smo ukrepali in seveda eden najbolj rigoroznih ukrepov je bil, da smo družino Božič na Tolstem vrhu izselili. Z ukrepom, pisnim ukrepom izselili. Namreč ugotovljeno je bilo ravno na tem zavodu, da ima ta družina hišo ravno na plazu. In ko so oni raziskovali materijalo, pogledali, so rekli, da ima hiša in vse to ravno karakteristične razpoke, ki kaže, da je zadeva, da hiša stoji na plazovih. Tako da smo potem seveda tudi to, čeprav je bilo kar veliko, pač težko je nekoga od doma spraviti, ne. Se jaz zastopim, ampak dejstvo je, da ščitimo ljudi, da pa smo to naredili. To isto smo že razgovarjali se z vsemi, tudi z Mališnikom, z vsemi, ki so spoda, tudi z vašim in tol spoda, da v takih razmerah, ki se danes pripravljajo, enkrat so že bile take razmere, da se bodo vsi tisti, ki tangirajo na te plazove, ki grozijo od zgora navzdol, da se bodo preventivno za čas neuri odstranili iz svojih hiš, da ne bi prišlo do pač neljubih dogodkov. Ne. V naši občini imamo v tem trenutku 70 evidentiranih plazov, od tega kar 8 bi rekel, kjer imamo, ki mi po domače rečemo, rdečo. Ne. In katere seveda mi smo že začeli delati, mislim, da že delamo geodetske posnetke, v petek pride že projektant, da bomo probali projekte čim prej pripraviti, da bi se lahko intervencijsko. To pomeni, da res nalagamo maksimalne napore na to, da bi se ta zadeva čim prej lotila. Vemo, da je skozi živeti v nekem strahu, da bo se nekaj zgodilo, je težko. Ne? In zato se župan in pa vse ostali, ki na občini delajo na takih področjih, čudno trudijo, ne? Da bi to zadevo čim prej seveda sanirali. Kot ste videli z vsemi, z vašo pomočjo, s pomočjo prostovoljcev, s pomočjo gasilcev iz drugih gasilskih zvez in prostovoljcev, smo mesto Ravne v zelo kratkem času uredili, odvozili odpadke, oprali in dejansko danes, ko pridejo, rečejo, da na Ravnah ni bilo nič. In dejansko se peljajo mimo, grejo naprej v Prevalje, Črne, ostale, ki pač imajo več kaj pokazati kot mi. Ampak jaz še vedno pravim, to ni zato, da ni bilo, ampak je bilo zato, ko so bile pridne roke ljudi, prostovoljcev in pa vseh organov, ki so v tej zadevi sodelovali. In pa mislim, da tudi en mali delček od nas od vodstva štaba civilne zaščite, ki smo poskušali to delo seveda koordinirati. Tudi dejansko s tem, ko smo to naredili, smo se izognali epidemiji ali čemukoli, ker dejansko vse vode, ki so prišle, so bile kontaminirane. Ne? In zato smo tudi, čeprav so nekateri nas malo grdo gledali, smo uspeli tudi z enim našim občanom
da je pripeljal pometalni stroj in da smo pometli to zadevo, da je ta droben prah pobral, čeprav sigurno bi še bo potrebno, ampak vsaj tiste prvo, kar smo uspeli ravno zaradi tega, da ne bi se kakšna epidemija, kaj takega zaredilo in tako naprej. Tako da moram zaenkrat potoč, še tega tu pri nas seveda ni bilo. Seveda, kdaj da še nekaj, vse skupaj zdaj bliža se novo šolsko leto, zdaj velike napore vlaga komunala in seveda tudi v štabu vsi iščemo rešitve, da bi te pitne vode bilo dovolj za mesto Ravne in za vse, ki pač gravitirajo na ta vodovod. Če Šumec, kot veste, ga je voda odnesla, zdaj ga pospešeno se poskuša intervencijsko rešiti, ampak to je doba 3 mesecev minimalna. To je zelo optimistično napovedana zadeva. Bomo morali iskati rezervne vire in pa seveda se oskrbovati za teh rezervnih vodovodov in pa seveda občane pozvati, da koristi vodo res za nujne stvari. Ne pranje avtomobilov, kar to vidimo zdaj, ne zalivanje vrtov, okne bojo tudi počakale malo bolj umazane in tako naprej. Cel kup je takih stvari, kjer bi lahko sami doma sebe vprašate, kje bi lahko prevarčevali vodo, da ne bomo drugemu sosedu zaradi tega, ker je malo više vzeli vodo. Mi smo včeraj, v stvari komunala je včeraj uspela zagotoviti vodo za komplet Ravne, če bi rekel. Ampak to vse je rezervno iz fabrike, z Štipiha in tako naprej. Ampak to je kratkotrajno. To je kratkotrajno in to ne bo zdržalo 3 mesece. Ampak stvar je v tem, da se moramo še vedno pripravljati na to, da bo dejansko minimalno voda. In mislim, da je v tem trenutku v Ravnah največji problem voda in pa največji problem je to, da jih veliko takih, ki ne razumejo, da imamo stisko za vodo. In seveda ne varčujejo s temu. In zato se nam dogaja, da se naši vodohrami, ko jih uspemo napolniti z cisternami, z virov, v zelo kratkem času izpraznijo. Kar je prej, ko je bilo normalno, se ni tako hitro izpraznilo, kot se pa zdaj. Tako da je res kar alarmantno in bi seveda z tega mesta, ker sem pač pri besedi, pa ker vas bodo gledali, prosil, da se res vsi odgovorno obnašamo, kar se pitne vode tiče. Seveda naslednji problem, ki pa se zdaj najbolj ukvarjamo tudi, so plazovi. In to tudi osnovni plazovi, ki so na Tolstem vrhu in na Koroškem Selovcu. Zdaj smo že angažirali gasilce, smo angažirali že nekaj ljudi, da so šli takoj te plazove pokrivati. Pozvali smo vse ljudi, ki na teh plazovih ali pod teh plazovih gravitirajo, da se preventivno odstranijo. Eden od takih je tudi tu med vami, ki je takrat seveda organiziral delo v Dobrjah in tudi danes smo njega pozvali, da organizira, da se seveda tisti, ki so on in okrog njega, preventivno izselijo. V vsakem primeru bomo poskušali zadeve seveda čim bolj držati, dokler bo pa šlo, da bomo prišli do projektov. Vse veste, od intervencije pa potem do sanacije je določen čas. Če samo primer vzamem, če se spomnite, leta 2010 je bil plaz Lipovnik in sanacija je bila izvedena leta 2011. Hitrej, mogoče kak mesec hitrej, ampak veliko bolj hitro ne bo šlo. Vse, kot sem rekel, mi že imamo geodete, imamo že projektante, vse imamo že to dogovorjeno, vendar, kaj so tak na palc rekli, je ta investicija 10 milijonov, da zaostavimo te plazove, pa da bi bili potem varni, vsi, ki so pod njimi varni. Ker namreč, jaz govorim zdaj, se mogoče čudili, ampak jaz govorim samo o hišah, ker meni so zelo pomembni ljudje. Ampak seveda tu so neposredno ogroženi železnica, glavna cesta, porečje reke Meže in pa seveda 110 kV napetost, a ne vod. Teda tu je še državna infrastruktura, mi smo se na vse te inštitucije že davno obrnili, kar na začetku smo se obrnili in smo jih opozorili na te zadeve, smo jim opozorili, kaj poskušamo delati, da pač rešujemo tudi njihov stvar, vendar pričakujemo
reakcijo njih in da bodo seveda vse skupaj nam pomagali. V stvari, da bodo občina kot taka sigurno ni sposobna prevzeti tako breme, to meni, da bo morala pač pomagati še ostali, ki so v državi, imajo možnost ali imajo sredstva in tako naprej. Kar se pitno vodo sem omenil sem tudi, da smo imeli ljudi en tak podatek, ki je tudi mogoče zanimiv za vas. 6.8. je bilo 518 ljudi brez elektrike, naslednji dan jih je bilo 382 brez elektrike, spet en dan naprej 161, 10.8. jih je bilo 44 in 11.8. so vsi imeli elektriko. Vmes smo imeli tudi težave z plinom, danes je celo mesto zaplinjeno, teda ni problema, vmes smo tudi izklapljali, ker se je pojavljalo sum, da popušča, da se je nekaj zgodilo, vendar so te stvari pregledale, odpravile in danes je celo mesto zaplinjeno. Drugo, kar je, fekalije in te zadeve danes grejo, tako kot je bilo pa pred 50 leti, mežo. Naša čistilna naprava se je tudi potrgalo dejansko te kolektora, ki ga je treba sanirati. In mi smo imeli tudi kar nekaj dela v stvari komunala, mi smo z gasilskimi vozili in z vodo, pa smo seveda te stvari uredili, da je po navodilih javnega komunalnega podjetja, da je zdaj čistilna naprava pripravljena, da ne bo se karkoli zgodilo, je pripravljena, ko bo vse to pogoje ustvarjene, ponovno zagnana brez problemov. Kar se tiče plazove, kanalizacija sem omenil, ja, tudi kar se otroštva vrtca tiče, 4.8. je prišlo v vrtec, so prišli 4 otroci. Mi smo se potem z ravnateljico dogovorili, da poprosi starše, da bi pač te otroke odpeljali čisto iz preventive, iz varnosti in tako naprej, in to so tudi naredili. No, od 8. naprej pa smo vrtec delali normalno, mi smo jim pač en IBC zagotovili, da so imeli vodo in so gasilci polnili tisto stvar, tako da po ravnateljica lahko povedala, da so dejansko, mislim, do zdaj delali dokaj normalno. Seveda bo nas pa čakal novi izziv s prvim, pa naslednje 3 mesece, da bomo, ker bo to več otrok, ko bo še več vzgojiteljic, in da bomo pač zagotavljali vodo v teku, da se ne bi kakšna epidemija slučajno, to pri otrokih, veste, roke šlatajo, ono hitro v usta, gre hitro do česa pride, da bi pač ne bi imeli teh problemov, da bo to treba seveda urediti. Imeli smo tudi pripravljeno psihološko pomoč, tu je tudi med vaše svetnica, ki je hodila okrog, tudi njena soseda zraven, pa še druge, pa tudi iz zdravstvenega doma so seveda ponudili razgovor z ljudmi, ki so pač utrpeli te, bi rekel, te posledice ujme, ki so bile. Humanitarne pomoči je bilo nekaj, zaravne. Jaz ne bi tu naštel, kdo je, ker boste to, ko bo končno poročilo, boste videli. Vse, kar smo dobili kot humanitarne pomoči, smo ustanovili komisijo, kateri je bil v sestavi Rdeči križ, Karitas, Center za socialno delo in predstavnica občine. In ti 4 so pregledali, pogovorili, gospa Čepinova, ki je tek že na občini za vse te zadeve in ima največji čut za te stvari, in so seveda pregledali, dogovorili kriterije, z strankami se pogovorili, kaj rabijo in tako naprej in to razdelili. Tako da s tem se potem nismo več ukvarjali. Seveda trenutno, ja, še ena stvar mogoče, da je to resno, kar se teh plazov tiče, da ne misli, da si mi namišljamo, je stvar v tem, da je DRSI začel vzpostavljati alarmni sistem za proženje plazov, da če se plaz premakne, da bo seveda spodaj na cesti se prižgal alarm rdeči, da ne bi pač takrat vozili. Teda so tudi sami to ugotovili, ker smo jim pokazali vse te plazove, so ugotovili, da je to resna stvar in da je treba temu resno pristopiti. Tudi gospod Bratušekov, ki je bila tu na obisku, smo ji na to upozorili, smo jim pa tudi pokazali, ona je obljubila, da bo pomagala preko teh, kar pač je, tako da
Jaz bi mogoče s tem končal, ker podrobnosti, če že grem več, je tega lahko jaz še govorim, ne vem koliko, ampak jaz mislim, da so tiste glavne stvari, ki so vas najbolj verjetno zanimale, sem povedal, če pa še kaj posebej, bomo pa še povedali. Imamo tudi tu Tjašo, ki je naš glavni, ki je lahka, ne, smo jo dali, da je hodila po plazovih, da se ni preveč ogreznalo, in pa seveda še naš Tadej zraven, in pa seveda te geomehaniki in vse to, ko smo vodili, da smo to zadevo uredili. Drugi je seveda Miha, ki je za stroj in za vse temi, da smo pač poskušali propustiti vse to čistiti in tudi tiste ceste, ki so bile, kot sem prej rekel, najnujnejše. Tako da ne bi govoril vseh ostalih, ampak ti, ko so tudi seveda tule Janja, ki je pač glavna v teh, kar se tiče obvestil, in mislim, da če ste brali našo spletno stran in pa seveda Facebook, ta obvestila so bila vsa gr in tudi z tega ste lahko videli, kaj se dogaja in kaj se dela na Ravnah. Hvala lepa. Hvala poveljniku štaba civilne zaščite občine Ravne na Koroškem, gospodu Kakerju. Zdaj, predtem, da bi začel z razpravo občinskih svetnikov, no bi vendarle prosil za popolno informacijo na današnji dan, glede stanja plazov oziroma plazišča, kot mu rečemo, plazovitega območja Tolsti vrh, bi prosim gospa Tjaša Laznik poročala, kje smo, bi rekel, z današnjim, ne za nazaj, no, ampak kje smo danes s tem stanjem, kajti kot je že gospod Kaker omenil, naš svetnik Boris Kajžer je, čeprav vem, v tem trenutku izseljen zaradi tega grozečega plazu, oziroma to smo poimenovali plazovito območje, in bi prosil za kratko predstavitev tega z vidika plazov največjega problema trenutno na Ravnah. Prosim. Hvala. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Mi smo ves čas po poplavah opazovali tole območje, zdaj že Tolsti vrh. Kar hitro smo v bistvu ugotovili, da se plazovi kar pojavljajo po celem območju in potekajo od vas, dejansko gospod Kajžar. Danes smo ugotovili, da se je pri vas še bolj sprožil še en plaz, dejansko, ki še nima imena, ker je bil pač predhodno neimenovan zaradi manjšega obsega, zdaj se pa vedno bolj podera. Od vas gr naprej po cesti je zajedlo eno rido, ki je dejansko prišla po hudorniku do gospoda in mu zasula hišo. Če se bi peljali malo naprej, bi videli en tak dolg plaz utrgan, Eberle, ena smo ga imenovali, ker je tam v bližini kmetija Eberle. In dejansko tale plaz v bistvu kotira na državno cesto in tudi na vse 4 stanovanjske objekte pod njim. Jaz mislim, ne upam si reči, ampak mislim, da je kubikaža tu kar dokaj visoka. Če se peljete še malo naprej, pridete dejansko do kmetije Eberle, kjer se je pri stanovanjskem objektu že utrgala brežina in iz nje je kar odteka voda. In še danes zjutraj sem bila na tem območju in sem prehodila vse plazove, tako da v bistvu na današnji dan lahko poročam, da je škoda še večja. Potem dejansko, če se peljete naprej po cesti, pridete do turistične kmetije Lipovnik, kjer ne upam si reči tega, ampak dejansko beležimo že drugi večji odlom. Prvi je bil v letu 2010 in je v bistvu splazel kot blatni tok na državno cesto s hitrostjo 80 km/h, kar ni malo. In po mnenju Geološkega zavoda, ki je bil prisoten na terenu, ima samo ta plaz potencijala 6000 kubičnih metrov in se bo, seveda, glede na to nastanje na terenu, da odteka še vedno voda, dejansko bo pristal na koti med kilometrom 3 in 4 državne ceste. Lahko poročam, da na današnji dan je vidna že spet večja razpoka. Najbolj žalostna zgodba na tem pobočju se dogaja, tukaj že župan prej omenil, pa tudi poveljnik civilne zaščite pri kmetiji Božič, kjer smo mogli dejansko do nadaljnjega izseliti družino, ker je vidno, da dejansko objekt stoji direktno na plazu in Zavod za gradbeništvo, ki je bil na pobočju takrat prisotni in smo pregledali vse objekte, ki naj bi bili ogroženi,
ti ljudje so presodili, da ima hiša konstrukcijske poškodbe, ki so značilne za objekte, ki stojijo na plazovih. Zdaj, glede na to, to pomeni pač, da ne stoji na trdem terenu, ker se je že premaknila hiša iz temelja. In so vidne razpoke, vse pa so tudi fasada je že pokjena in škarpe in vse. No. Zdaj, glede na to, da smo kar hitro ugotovili, da gre za celo pobočje, ki plazi navzdol in opozarjam, da nismo verjetno evidentirali vsega, ker je toliko enega rastja, a ne na tem pobočju, da če bi prehodil celega, verjamem, da bi najdli še kaj alarmantnega, ne, smo mi pozvali DRSI, lastnike državne infrastrukture, upravljalca cest, se pravi VOC, obvestili smo ELES, družbo, ki upravlja z daljnovodi, obvestili smo Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki je v bistvu naši finančni viri nam ponavadi pomaga take stvari sanirati in so take stvari pač v rezorju tega ministrstva. Odgovor lastnikov državne infrastrukture je bil, da so se oglasili takoj in nemudoma strani DRI, se pravi Družbe za razvoj investicij, in so poslali k nam gospo Simono Golčman, geologinjo, ki je v bistvu preučila celotno območje in ugotovila, da je nujno potreben monitoring, ampak ne, mogoče poveljnik ima preveč informacij v glavi. Monitoring se ne odvija direktno na razpokah, ampak se odvija 150 metrov nad cesto, kar pomeni, da so potegnali nad državno cesto zanko. In če bo plaz to zanko prebil, bo plaz v bistvu sprožil rdečo luč, postavljenih bo 5 semaforjev, avti se bojo pa seveda ustavljali. Ampak vseeno opozarjam, da je cona smrti dolga 60 sekund, kar pomeni, da se dejansko lahko vmes ujame avtomobil in o tem tudi seveda je DRSI obveščen in to spremljajo. Dejansko smo obvestili tudi Slovenske železnice, proga je zasuta. Zdaj smo naročili, tako je rekel že poveljnik civilne zaščite, geodetski posnetek celotnega območja. Računamo na pomoč projektanta, ki je takrat uspešno saniral plaz Lipovnik. Čakamo ministra Brežana, da ga poprašamo, kako je z intervencijskimi sredstvi za zagotovitev varnosti občanov in udeležencev v prometu. In dejansko bomo pač predstavili neko tako celostno sliko in dejansko naše mnenje je strokovnih ekip, da je treba urediti celostno to pobočje in ne plaz po plaz, ker to zadeve ne bo rešilo. Teda to je vse. Če so pa kakva vprašanja, sigurno sem kaj pozavila, sem pa tu. Plaz je še Mališnik, ki kotira na državno cesto. Okay. Hvala za predstavitev tega plazovitega območja. Urgentni dopis strani občine oziroma štaba civilne zaščite je šel ministru osebno in pa so tudi Ministrstvo za naravne vire in prostor, da jim predlagamo pristop, kot je bil obran pri izgradnji magistralnega vodovoda Ravne Prevalje, ker so se dela lahko nemudoma začela, seveda s projektantom, ki je rešil, bi rekel, najdu rešitev v enem vikendu, da isto metodo, torej interventnih stroškov, ki v tem trenutku še veljajo, še vedno smo namreč je sprožen državni načrt ob reševanju pred poplavami, ta načrt je še aktiven, to pomeni, da spadamo zdaj trenutno še pod Ministrstvo za obrambo oziroma Upravo za zaščito in reševanje in pod to taktirko se pravzaprav dela tudi vodovod Ravne Prevalje, da torej temu plazovitemu območju pristopimo na isti način, kar pomeni, da bi se lahko naslednji teden dela pod projektantskim nadzorom začela, da se ne izgublja čas z skicami v birojih, ampak da se po izvedenih sondah geoloških brez tistih ne gre, da projektant vidi, kaj ga čaka pod zemljo, torej začne takoj z deli. Minister Brežan petek prije na Ravne, vendar mislim, da minister osebno se moraš pa bo strokovne službe svoje naredile. To je mogoče bolj pozabljeno, omenjeno, da ta plaz 6000 kubikov, torej tu, če rečemo od Ramšakove oziroma Pandelove Ride naprej, je ta plaz bi zasul železnico, državno cesto in pa žal tudi reko Mežo, kar pomeni, da bi nastal jez na reki Meži in bi začela voda naraščati navzgor in bi po naši oceni poplavilo zagotovo čistilno napravo Ravne, torej ta plaz bi poplavil čistilno napravo Ravne in pa se najbrž tudi bi šlo gor voda, še najbrž celo do Nabernikov. Skratka, ne vemo, koliko bi bilo prvič zemljine, ne vemo, koliko bo Meža se natekla,
ampak skratka, ministrstvo je opozorjeno na to nevarnost in upajmo, da bomo, danes je bil, mislim, da geodet gor na teh plazovih je bil geodet, torej geodetski posnetek bo na voljo, da lahko projektanti in pa takoj zatem gradbeni stroji pričnejo z tem plazovitim območjem Tolsti vrh, kot smo mi to poimenovali. No. To je ta točka, ki je zelo akutna in tudi zaradi te gospod Kajžar ne more spati v svojem domu. Naslednja točka, ki bi še pred vašo razpravo želeli predstaviti, no, pa je vodooskrba na Ravnah, tu se je veliko angažiralo sodo EKP Ravne, pa morda prosim direktorja javnega komunalnega podjetja Ravne, da morda informacija dve o gradnji magistralnega vodovoda, ki že poteka v prvem dnevu 78 metrov od 100 planiranih, pa predvsem o vodooskrbi na Ravnah, no, v tem trenutku, prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zadnje dneve imamo neke izredne situacije. Vsak dan se obračate na mene z raznimi vprašanji glede vode, o pitni vodi, a je pitna, ni pitna. Je prav, da par besed mogoče nanizamo danes ob tej priložnosti. No. Vemo, da po poplavah smo mi takoj opravili na terenu tudi ten ogled, oziroma takoj, ko bo možno, tega magistralnega vodovoda in na terenu ugotovili, da je na veliko mestih utrgan, oziroma bom rekel, da smo ugotovili, da je uničen skoraj v celoti. Tako da smo takoj začeli iskati neke druge rešitve in smo hitro prišli do zaključka, da ne bo druge, kot da gremo takoj v neko investicijo novega magistralnega vodovoda, bom rekel v dolžini cirka 5 km, to je vse od Mežice do Prevalj. Ta investicija se pričela v ponedeljek, danes je sreda, se pravi nekje je cilj, da bi cirka nekje 100 metrov na dan se tega zgradilo. Plan ni najbolj dosežen, je pa bom rekel, v nekih 80% na dan smo dosegali plan. No. Bomo še probali v prihodnosti, bom rekel, ekipe pojačati, še malo povečati, da bi šlo to v nekem planu 3 mesecev, da bi se to res izvedlo. No. Vsekako lahko rečem, da je poveljnik že prepovedal, da je to plan 3 mesece, mislim, da lahko rečem, da je realen, vemo pa, da lahko imamo še kup nevšečnosti vmes, se pravi še mogoče kakšne poplave, slabo vreme in tako naprej, da tudi se zna to malo raztegniti. No. Ker vse normalno v Ravnah, vemo, da Ravne oskrbujemo z 2 strani, se pravi iz Mežice nam preteče v Ravne Šumc, iz Kotl pa kotliška voda. Nam se je zgodilo, da ta Šumc je pretrgal, torej smo v Ravnah ostali samo z enim zajetjem oziroma z eno oskrbo samo z ene strani in ta sistem, bom rekel, ni bil zadosten in tlak je padel v sistemu, zato je tudi se dogajalo, da ogromno ljudi v višje ležeči tereni, da so bili brez vode. Takoj naslednji dan smo pa tudi po poplavah se z železarno Ravne, bom rekel, dobili na terenu in hitro priključili samo železarno, njihov vodni vir v naš sistem. Tam imamo težavo, da oni pač lahko zagotavljajo nek tlak, ki ga lahko na nek maksimum dajo in se je to tudi dogajalo, da nam više ležeči tereni so bili brez vode. Ta teden, se pravi v ponedeljek, smo spostavili nazaj en opuščen vodnjak, ki se nahaja tam zadaj za Starem vrtcu ob Suhi. Bom rekel, ste zdaj to vsi začutili, s terena je bil takoj odziv, kaj se dogaja, kaj se je zgodilo. Jaz sem vsekakor vsakemu povem, da je to neka kratkoročna začasna rešitev, ki bom rekel, da mogoče ni najbolj tudi ne pod nadzorom, pa sama izdatnost je tudi vprašljiva. Zdaj zaenkrat kaže dobro, vemo pa ne, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Lahko logično razmišljamo, da če bo neko bolj dolgo sušno obdobje, da bo tudi ta izdatnost vodnjaka upadla in bomo spet imeli težave, kakršne smo že imeli. Zato smo imeli tudi danes en sestanek, malo prej tudi z NIJZ-jem, da mogoče bomo naštudirali nek plan B, C, če se bo to zgodilo, kakšni bodo ukrepi. Vsekakor ugotavljamo, da bomo
lahko normalno skrbo zagotavljali, da bo to neizvedljivo. Bom rekel, malo pred tem današnjim srečanjem smo tudi dobili informacije z železarne, da je seveda tudi vodnjak tamle padel, da se, bom rekel, se že ne kaže, bom rekel, nekaj najboljšega. No. Ta naš vodnjak zaenkrat še funkcionira, seveda najbolj pomembno, kar je, tudi lahko povem, da smo na sistemu vse skozi jemali dnevno oziroma na par dni vzorce po celotnem sistemu občine Ravne, tudi iz tega vodnjaka in so vsi vzorci bili skladni z uredbo o pitni vodi. Seveda to zdaj, če posplošimo, rečemo, voda je pitna. Seveda jaz skozi opozarjam, da seveda ta vodni vir, ki je seveda bil opuščen, ne vem, nekega nismo zdaj uporabljali 15-20 let, in seveda je to, bom rekel, ne moramo zagotovo trditi, da je to čisto v redu voda. Seveda, tisti dan, tisti trenutek, ko se vzorec vzel, je bila, seveda danes je lahko mogoče to drugače. Vsekakor vemo, da ko bodo padavine, seveda ta deževnica pride v podtalnico, seveda zdaj se pa primerno prečisti ali ne, je pa to težko zagotavljati oziroma težko napovedati. Zdaj zaenkrat smo tudi z štabom se dogovorili in imamo še vedno zunaj ukrep preventivnega prekuhavanja vode za pitje. To pomeni, če hočemo vodo uživati, da jo predhodno prekuhavamo. Seveda gre tukaj za preventivni ukrep, za ostalo je seveda voda primerna, to se pravi za tuširanje, umivanje je voda primerna. Ta ukrep bo verjetno veljal še kar en čas, dokler da ne bomo še par vzorcev na tem vodnjaku vzeli, da bomo lahko mogoče tudi za gotovostjo trdili, da bomo malo bolj prepričani, kaj nam se bo pokazalo. Vsekakor seveda je prav, da ljudi pozivamo k varčni pa skrbni porabi vode. Mi kot, bom rekel, samo podjetje moramo vedeti, da se srečujemo z izrednimi razmerami, seveda se trudimo po najboljših močeh, vsi smo na voljo, tudi sam osebno se trudim, da bi vsem bil vedno na voljo, ko me pokličete, mislim, da smo v kontaktu vedno. Seveda je pa res, da morate vedeti, da so izredne razmere, jaz se pač trudim na vsekakor, če mogoče nisem tisti trenutek dosegljiv, da tudi se vam javim kasneje, kakorkoli. No. Seveda, če imate kakšno vprašanje, lahko vedno smo mi na voljo, lahko nas pokličete, pišete, kakorkoli, pa da dobite seveda, bom rekel, neke ustrezne odgovore. Drugače pa seveda tudi naša Janja, kot smo že prej omenili, dobro, bom rekel, obvešča preko Facebooka, preko spletne strani, tako da tam načeloma bi ne bile na voljo vse te informacije. No. Zato bi mogoče bilo z moje strani vse. Hvala. Hvala direktorju JKP Ravne, Miho Horvatu. Toliko torej strani mene kot uvodničarja, 3 poročevalcev, poveljnika in 2 sodelavcev. Zdaj pa odpiramo razpravo občinskega sveta. Prosim, gospod Zih je prvi prijavljen. Pozdravljeni. Iz tega mesta bi se prvo zahvalil iz srca in tudi pohvalil vse gasilce, civilno zaščito, vse prostovoljce, ki so se res trudili. Mislim, da med nami ni nobenega, ko ne bi dan, 2, 3 pomagal neki tem na poplavljenih področjih pomagati ljudem, od čiščenja do raznih donacij in tako naprej. Pa bi imel pa sam še en predlog, pa eno vprašanje za direktorja komunale, da mi povete, kaj je s tem vodnim virom na tole nad Čičovjo, nad Čičovjo. A je tam tisti vodni vir pri Ulšeku, če tisti vodni vir za pitno ali ni pitno, a je aktiviran ali ni aktiviran. Pa drugo, jaz bi rekel za vse še te zadeve, ko se zdaj mi pogovarjamo, če je kakšna nujna stvar, da je treba financirati, mislim, da moramo biti mi ravniški svetniki teko, da bomo rekli, lejte, tiste stvari, ki niso nujne, jih dajmo priložiti za leto ali 2, naredimo rebalans proračuna in pomagajmo tem ljudem, ki zdaj res potrebuje denarno pomoč ali bilo kako drugo pomoč. Tega gasilci, civilna zaščita, prostovoljci, hvala. Hvala gospodu Zihu za razpravo. Zdaj bi predlagal, da mogoče pišete, direktor, kaj je z vodnim virom Ulšek, oziroma tam je vodohram, če še kak vodni vir obstaja. Bomo več
vprašanj glede vodovoda, pol v paketu probali pojasniti. No, prosim, gospa Šimenc, prosim, potem pa gospa Mojca Rjavc. Lep pozdrav vsem in čestitke vsem, ko so sodelovali. Tudi vam, gospod župan, čeprav se marsikdaj ne strinjamo, to pocepa. Zajetje, kar je Zih rekel, smo svoj cajt na Čečovju, ko ni bilo vode, dobili pri Ozimcu. Tam je eno zajetje. To vem, da smo hodili s kanglami gor. Recimo. Mene pa osebno zanima plas. Obravnavali smo Tolsti vrh pa to gor, mene pa zanima v Dobji vasi, ko je, tak mi pravijo občani, ko je cesta pokna in se ta razpoka širi. Sem tudi v zapisnik napisala na občino. In tudi od zgori dol je že, kako bi rekla, premaknalo od Telekoma neko stvar, ko je gor. In ta razpoka se je z 1 centimetra razširila že na 6 in še več in v globino tudi. A to je na cesti, na Dobji dvor? To je na cesti na Dobji dvor, ja. Stanovalce zanima, kaj je, strah jih je, da ne bo to kar nembrt dola na AMD-ju ali pa v kaki, na Hof, no, po domače. Prosim za obrazlago. Hvala, bomo tudi glede plazov zbirali pač odprte dileme. No. Prosim, gospa Rjavc, Mojca. Lep pozdrav in hvala vsem, ki ste predstavili ta šokantna poročila. Jaz mislim, da si pred mesecem ali 3 tedni nihče od nas ni mogel predstavljati, da bo poleti, sredi poletja, ko smo mnogi bili na dopustih, se zgodilo nekaj tako nepredstavljivega. Pa čeprav so verjetno tudi bila opozorila, smo si želeli in upali, da ne bi bilo tako hudo, vendar pa je to razdejanje povzročilo osuplost, šok, žalost in jezo, sem prepričana, med vsemi. Tudi iz moje strani velika hvala prostovoljcem, vsem službam, gasilcem, civilni zaščiti, občinskim službam, gospodu županu z ekipo. Spremljali smo, tudi če nismo bili direktno na licu mesta vedno, pa ažurnost tudi objav in informacij. Mislim, da smo vsi pomagali in še pomagamo, kjer lahko, kakor lahko, po svojih močeh in mislim, da je to tudi dokaz naše solidarnosti in pa tega, da znamo stopiti skupaj takrat, ko je treba. Jaz izražam solidarnost z vsemi prizadetimi neposredno v naši občini ali tudi v drugih občinah. Vemo, da ni bilo prihranjeno nobeni občini v naši dolini in pa širše v regiji. Tako da bo sanacija resnično dolgotrajna. In tukaj moramo pogledati naprej. Jaz bi prosila za oceno, vem, da je začasna in nepopolna, za oceno škode, ali že lahko govorimo o kakšnih zneskih. Vemo, v kakšni finančni situaciji je bila naša občina že pred tem in opozarjam na to, da občina vsekakor ne bo sposobna tega sanirati sama. To vemo vsi, tukaj rabimo veliko pomoči od države in ponovno apeliram. Vir za sanacijo v največji možni meri morajo biti evropska sredstva. Iz evropskih sredstev lahko črpamo prvo pomoč iz solidarnostnega sklada in na to srednjeročno in tudi pomoč na daljši rok. Rabimo pa dobre projekte, dobro pripravljene, dobro načrtovanje, strokovnjake z izkušnjami in znanjem. In vem, da tu tudi občine ne bodo zmogle vsega same, zato apeliram, da se zagotovi tudi pomoč na višjih inštancah, k čemur bom po svojih močeh prispevala tudi sama. Moramo biti glasni v Ljubljani in v Bruslju, da ne bomo spet pozabljeni, da ne bomo spet tisti odmaknjeni. Ko so se zdaj po kateri od polprehodnih cest pripeljali, so rekli, ja, pa ste res daleč. Ja, mi to že dolgo vemo. In tu ne smemo biti še enkrat tisti, ki bi postali še bolj
pozabljeni. Voda in oskrba z vodo. Jaz mislim, da lahko vsak pri sebi ugotovi, katere so tiste potrebe, ki se jim lahko odpovemo. Apeliram tudi na stanovalce in na družine, da se o tem pogovarjajo doma. Plazovito območje tega ne bomo sanirali takoj, ker se ni nabiralo 1 leto, 10 let. To so procesi, ki so trajali že več 10 let, tudi stoletja. Vendar pa moramo se zavedati, da se razmere tudi v naši občini spreminjajo, da smo del širšega ekosistema in da moramo biti na to vse bolj tudi pripravljeni. Tudi jaz bi opozorila na to, da je cesta na Hof vedno bolj poškodovana in da to ogroža tudi že varnost tamkajšnjih stanovalcev. Še enkrat apeliram, do sanacije je dolga pot in tu se strinjam s poveljnikom civilne zaščite. Od intervencije, tam, ko se da prvi obliž na rano in do tega, da zadevo saniramo in pripravimo na dolgoročno vzdržnost, je dolga pot načrtovanja, je dolga pot znanja in tukaj potrebuje naša občina tudi pomoč. Tako da jaz pričakujem od občinskih služb, da bodo pripravile potrebne informacije tudi v kratkih rokih in pridobile tisto pomoč, ki je na voljo tudi pri pripravi projektov, da bomo lahko uspešni pri črpanju tega denarja. Od države pa pričakujem vsekakor, da bo ponudila roko tudi tam, kjer je mogoče še ni, prav tako pri sanaciji posledic onesnaženosti z svincem. Tudi program sanacije, ki je najbolj bil osredotočen na majhne otroke, je žal izgubil veliko učinka, veliko narejenega v zadnjih 15 letih je dobesedno odplaknila reka Meža. In to je tista ogroženost, ki ni v prvi vrsti, ampak mogoče v drugi ali tretji, pa vendarle zelo, zelo, zelo pomembna za zdravje nas in prihodnjih generacij. Tako da, ja, sanacija v prvi vrsti, na to pa tudi dolgoročne posledice. In ne smemo pozabiti na nobeni vidik. Jaz nam želim vsem srečno in upam, da se naslednjič vidimo z kakšnimi dobrimi novicami. Hvala. Hvala, gospod Mojci Rjavc. Prosim, gospod Breznik je prijavljen k razpravi. Hvala za besedo. Bom probal biti čim bolj kratek. Zaradi vsega povedanega, seveda vsekakor pozdravljam ta sklic izredne seje strani župana, bi pa vseeno mogoče na začetku na kratko dodal, da sem sam pričakoval sklic izredne seje že po tistem neurju v mesecu juliju. Zakaj? Ker tudi takrat so manjši hudourniki povzročili ogromno gmotno škodo na infrastrukturi, vodotokih in seveda tudi na posameznih stavbah naših občanov. In zagotovo nam bi že takrat koristil nek pregled finančnega stanja na posameznih proračunskih postavkah, iz katerih bi potem lahko tudi črpali ta nujna interventna sredstva za sanacijo, ker škoda takrat tudi v finančnem smislu ni bila zanemarljiva. No. Je pa seveda ta pobuda še vedno aktivna oziroma še bolj na mestu sedaj po teh avgustovskih poplavah, ko je bil tudi aktiviran ta načrt zaščite in reševanja. Zato mogoče jaz tudi še enkrat poudarim to pobudo kolega Ziha, ki je dejal, da mogoče res razmislimo o rebalansu in na ta način pomagamo našim občanom. Dodal bi mogoče, da velja tudi apel za občinske službe, vse strokovne službe, ki se ukvarjajo z oceno škode, da celovito pristopijo k tem popisu, k številkam, ki so potrebne za sanacijo, da bomo lahko tudi potem od države počrpali vsa sredstva, ki nam bodo namenjena. Zdaj ne me župan popravi. Jaz imam informacijo, da ne bi do 1. septembra na infrastrukturi oddali popis in bomo na podlagi tega popisa potem dobili strani države 40% avans teh sredstev.
Zdaj, iz tega mesta lahko tudi zagotovim, seveda, da bo naš poslanec Prednik zagotovo naredil vse, kar je na zakonodajni ravni mogoče, da se sprejmejo ustrezni ukrepi oziroma zakoni, ki nam bo zagotovili sanacijo. Naj pa tudi ne bi bilo izključeno, da bi se na državni ravni pristopilo k reševanju te problematike sistematsko in sicer na ravni celotne Mežiške doline v smislu nekega posebnega sistemskega zakona, ki ga že poznamo, recimo za regijo Prekmurja. Ta situacija, ki smo ji bili priča, nam je v bistvu bila dobra šola, da moramo tudi nekatere druge stvari sistemsko urediti in so se tudi pokazale kot ključne za razsežnost teh poplav. Tu govorim predvsem o urejanju vodotokov, ki so sicer v pristojnosti vodarjev, pa vendar najslabše je, da sedimo križem rok, tudi tu bomo mogli biti mogoče bolj aktivni, kolikor pač je to v naši moči. Mogoče bi tudi razmislili o morebitni prepovedi oziroma predpisih na naši lokalni ravni, če nam to zakonodaja dopušča, da bi se recimo tistim, ki spravljajo les, zapove čiščenje ojevja, da se prepoje odlaganje lesa, bal in podobnih reči ob strugah rek na neki predpisani širini in se bi pol tudi mogoče tu izvajala neka kontrola, ker tako ali drugače je tudi to vplivalo na škodo. Zahvalil bi se seveda tudi vsem pristojnim službam, ki so delovali v času teh razmer, so reševali te nastale situacije od civilne zaščite, strokovnih služb, občine do javnega komunalnega podjetja Ravne. Seveda zahvala tudi vsem prostovoljcem, ki so oziroma smo pomagali na terenu, bi pa mogoče posebej izpostavil še gasilce, tako poklicne kot prostovoljne, ki so se seveda brez kakršnekoli oklevanja podali v prve bojne linije. In v bistvu bi dodal mogoče eno tako dejstvo, ki je bilo, zdaj nekateri ga poznamo, ostali ne. Poklicni gasilci so v sodelovanju z prostovoljnimi gasilci na dan poplav, ko je Meža v bistvu začela poplavljati znotraj železarne Ravne skupaj z nekaterimi drugimi deležniki postavili posebne zagatnice ob brežinu reke Meže, ki so dejansko po oceni vodnega gospodarstva Drave, koliko imam informacijo, preprečile še dosti hujše poplave v samem trgu, poplavljalo bi zelo verjetno tudi v železarni. Škoda bi bila neprimerljivo večja, kot je zdaj, sploh v železarni, kjer bi verjetno govorili o več 100 milijonskih zneskih. Zato jaz mogoče res apeliram tudi na naš občinske svetnike, da v prihodnje, ko bomo sprejemali proračun, imamo to nekje zadnji v zavesti, da dejansko pri teh stvareh po domače rečeno ne smemo šparati in da dejansko zagotovimo vsa ta sredstva, ki so nujno potrebna za gasilce, da lahko upravljajo svoje operativno delo. Na koncu mogoče čisto na hitro ena pobuda, ker na izredni seji ni pobud po poslovniku, bi mogoče dodal en apel in sicer vsem, ki nam finančno stanje to dopušča, da mogoče ne glede na to, da se sanacija kot taka v grobem zaključuje na terenu, da mogoče popazimo na tiste, ki so pa v tej situaciji izgubili praktično vse oziroma so ostali brez vseh življenjskih dobrin, ki so za nas samoumevne, da mogoče po naših najboljših močeh le poskušamo, tudi z nekimi finančnimi donacijami, vsak pač posameznik kolikor mora oziroma zmore tem pomagati. Tako da upam, da bomo uspešno rešili čim prej to zagato, pa hvala za besedo. Hvala gospodu Brezniku. Zdaj bi pred nadaljevanje razprave skušal odgovoriti, kar ste do zdaj štirje nekako nakazali, vprašali. Gospod Zih, ta vodni vir pod Ulškom ni vodni vir, ampak je v bistvu vodohram, največji vodohram občine Ravne, 1000 kubični vodohram in tega polni Šumc, tega zdaj polnijo iz vodnjaka pri vrtcu Suzice in je v tem trenutku polno. Teda vodnega vira na tem klancu pod Ulškom ni, ampak je vodohram, ki je ključen za mesto Ravne. Poleg so Dobje vasi, ki ima 500 kubikov, Pigla, ki ima 600 kubikov, veste, da je ta v bistvu s 1000 kubikov davč največji in najpomembnejši. Plaz na Dobji dvor, cesta je zaznan, bomo ustrezno sanirali, so bili ogledi, bomo naredili dodatne oglede, dve svetnici sta to omenili, v bistvu ta zdrs bankine oziroma razpoka, ki se vidi, mislim, da je na izgibališču oziroma na tej serpentini, na cesti na Dobji dvor.
Zdaj, kar se tiče ocena škode poteka. Do 1. septembra smo pozvani, da damo preliminarno oceno škode, ki poteka skozi 5 obrazci o infrastrukturi, zasebni škodi, kmetijski škodi, vodarski škodi, in je zdaj malo prehitro še zagovoriti o tej oceni. Bi bilo nehvaležno, zagotovo pa gre seveda v milijone evrov. V Dravogradu mislim, da so že dali javno oceno 10 milijonov evrov, pa mislim, da bo naravno tudi nekje ta številka. Saj veste, da je nastradala tako štauharija, kulturni dom, glasbeni dom, utrgalo je kanalizacijo do Dobri, utrgalo je industrijski vodovod, plin, skratka, ta škoda zagotovo ne bo majhna. Kar se tiče rebalansa proračuna občine, v tem trenutku zaradi neurij ni potreben, kolikor bo potreben, ga vmes takoj predlagal in upam, da bo takrat možna ta fleksibilnost izredne seje, da rebalans sprejmemo. Bo pa zdaj en rebalans, ki pa je potreben zaradi tega, da lahko pričnemo z obnovo SDK-ja. Bili smo namreč uspešni na prijavi Ministrstva za gospodarstvo za obnovo, torej bivše stavbe SDK-ja z kratkim drobnim tiskom, da dobimo denar pod pogojem, da izvedemo zadevo letos, torej v 2023. Mi smo to pa IP ste sprejeli, da letos projekti, drugo leto 24 izvedba. Ker smo bili pa zadnji na listi prejemnikov sredstev, so nam ponudili opcijo, da nam dajo samo, če naredimo letos. In brez dodatne zadolžitve občine rebalans je predlagan, da torej nekje druge, kjer bomo pa z investicijami lahko počasnejši, bi rekel, toliko prišparamo, da brez dodatnega dolga torej rebalansiramo za to, da dobimo 950 000 evrov od države za obnovo SDK-ja, kar je pa tudi edini vsebinski rebalans predlagan, zaradi neurja pa so, kolikor bo potreben. Zdaj, prej smo omenjali na kratko intervencija, sanacija, morda je fajn, da svetniki ločite ta dva pojma. Intervencijski stroški so stroški, ki jih država refundira bruto, torej z DDV-jem 120 oziroma 100%, medtem ko sanacijski stroški so do zdaj bili financirani v neto znesku, kar pomeni, da je občina plačevala 22% DDV-ja plus projekte, projektiranje in nadzor, kar pomeni, da realno smo mi sanirali do sedaj klasične sanacije neurij, bom rekel, z 70%, torej država, 30% pa občina, in to prosim, tisti, ki imate vpliv na, bi rekel, sprejemanje odločitev v vladnih in parlamentarnih palačah, prosimo, da bi sanacija po neurjih 2023 lahko bila financirana bruto. Torej jutri je napovedan interventni zakon na vladi, potem gre v državni zbor in vkolikor seveda bojo se odločili, da moramo te sanacije 30% financirati sami, bomo tenko piskali občine. Vkolikor pa se bo šlo na koncept, kot je za intervencijske stroške, bruto zneske, pa bomo seveda lažje izvedli, kaj v tem primeru da država vse, ni problem obnoviti kanalizacije, če ti ta država vse. Skratka, napovedano je, da bi zaradi te magnitude neurij bilo možno torej občinam za infrastrukturo, ne vem pa za druge škode, refundirati seveda bruto zneske. Smo še v intervencijskem obdobju, državni načrt še velja, torej vse stroške, ki jih imamo za vzpostavitev prvotnega stanja in pa zavarovanja premoženja in ljudi, računamo, da bomo po zahtevku pa po odredbi poveljnika civilne zaščite dobili refundirano 100%. V prvem neurju veter, najprej je bil veter, smo dobili 39 000 evrov sanacije teh stroškov, v drugem neurju, ki je bil 14 dni pred četrtim, pa 79 000 evrov intervencijskih stroškov, torej 39-79, pa mislim, da so bili to naši zahtevki. Torej so v bistvu v prejšnjih dveh neurjih so nam 100% ugodili našemu zahtevku za neurja in pa seveda, kot rečeno, v bruto zneskih. Zato ni bil potreben tudi še rebalans. Toliko do zdaj pojasnila, morda glede sanacij, samo še to, pa poveljnik, sanacije se napoveduje pa z novim zakonom, torej zdaj je jutri zakon o intervencijah, sanacijski zakon pa naj bi na nek način začel na novo graditi, to so infrastrukturo, vodno infrastrukturo, ki je šibka, kot ste videli, o tem pa seveda več kasneje, kako bo se država o tem odločala. Prosim, poveljnik. Lahko mogoče samo pojasnim to, kar je gospod Breznik glede zagatnica, da se vedelo zakaj pa kako. Dejansko o teh zagatnicah smo se že pred 2 letoma začeli pogovarjati Železarna Ravne, to pomeni Metal, Gasilski zavod, občina kot civilna zaščita in pa seveda vodna skupnost, njihov koncesionar vodna skupnost Drava. Takrat smo se dogovorili, ker ima železarna 2 mosta, oba, ker se je struga, bi rekel, delala, rekonstruirala na te 100-letne vode, oba ta 2 mosta sta pod temi normami.
In smo takrat skupno prišli do tega, da bojo se na obeh mostovih so pripravljene zagatnice. To meni, da se meža usmeri, da gre čez most. In to tudi tam pripravljeno kar pri mostu, da lahko to čim prej se montira. Maksimalni čas, ko smo takrat merili, bi bil pol ure. Vendar je bilo treba še neko nalogo narediti. Vodna skupnost Drava bi morala prenesti določeno orodje, ki ga bi dali gasilcem v zavodu, ki bi predtem odbil te varovalne ograje, da bi dejansko prosto tekla voda naprej. In seveda potem postaviti zagatnice. Imeli smo tudi sestanek na Arsu, kjer smo se pogovarjali, kdo bo opozoril, kdaj je tisti čas, ko je treba te zagatnice postaviti. Seveda, eno merilno mesto imamo v Črni, drugo mesto imamo v Dravogradu, danes nimamo nič, je vse odneslo. Mi smo pa hoteli, da bi imeli eno posebno mesto ravno zato, da bi to mesto bilo nekje v Prevaljah, ki bi bilo opozorilno, da voda narašča in da je potrebno seveda tu narediti. In te zagatnice so prvič seveda so bile zato, ker je železarna tudi, ker so njihovi mostovi, da zaščitijo prelivanje meže v železarno, drugo, ta spodnja pa tak ali tak za prelivanje tudi v mesto. Ampak, kot ste lahko videli, tega zavod ni dobil orodja in se prva ograja je podrla, druga je obstala in je potem seveda vse se nabiralo na tem mostu, od bal, smrek, vse živo, to smo mi že vmes dali razbremeniti, da dejansko ne bi se karkoli, ali tezga mosta odneslo, pa potem zabilo, ali pa tak naprej. V glavnem, to smo akcijo imeli in so potem KGZ, to pomeni zavod, se je pravočasno sam odločil, ker ni bilo nobenega alarma ali karkoli, se je pravočasno odločil, da je te zagatnice postavil in kar je bo za mesto ali za trg bolj pozitivno, ker dejansko, če bi to ne bilo, bi bilo tam še veliko večja, vodostaj višje. Tako da je res, da so te stvari bile, to mislim, razložitev, zakaj zagatnice, kdaj to in kak je sistem. Seveda na Arsu niso hoteli čuti, da imamo kako dodatno merilno mesto. Upozorila z Arsa, ker smo se odgovorili, tudi smo dali mojo številko, da bi nas obvestili, da nas pokličajo, te številke so bile neme, dejansko ni bilo kaj. Hvala, sem to je da za pojasnilo. Hvala, te zagatnice so očitno delovale v smislu, da ni bila zalita železarna in večji del mesta. Se razpomnim, da smo imeli otvoritev teh zagatnic, Branko, je bila prav otvoritveni dogodek, ko so se takrat kupile pred 2 letoma. In pa namestili so jih Koroški gasilski zavod in PGD ravno. To je zdaj njihova naloga. Tako. To bo vedno njihova naloga. Prosim, gospod Kajžer, a potem gospod Hovnik. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Jaz bi se prvo zahvalil direktorju komunale, vsem sodelujočim, s katerimi sem sodeloval v teh težkih trenutkih, kajti boja huda ura, res, jaz sem bil na morju, sem se prbijal pole nazaj iz Zadra, teda sem eden izmed prvih, ki sem prišel pole na štab civilne zaščite tule. Isto, Branko, tebi se zahvaljujem za res dobro pomoč. Danes pogrešam tole še Borisa Večkona, ki smo sodelovali res v tistih najbolj težkih trenutkih. Bi pa jaz zdaj povedal recimo par besed v imenu predsednika vaške skupnosti Dobrje, kjer smo utrpeli tam največjo škodo tudi v občini Ravne. Smo imeli zalito dole blatnika, cestnika, plazovišč grta po celem območju Tolstega vrha. Jaz sem bil skoraj dnevno grt po plazoviščih, tako vema, smo pa gr tudi slučajno pri Lipovniku za te komisiji, gr, ko so odločili pole določene stvari. S tem, da ne bi veliko jaz o tem govoril, v glavnem, kaj so bile to stoletne ujme ali tisočletne, ne vem. V glavnem, doživeli smo to,
in moramo iti naprej. Jaz sem rekel, bili smo v dobri kondiciji, takrat, ko se je to dogajalo, da bo le tek naprej ustavil. Zdaj čujem tudi od svetnikov dobre pobude, pomagati na vseh koncih. Jaz sem rekel, eni so zadolženi, da lahko organizacijsko pomagajo, eni pa finančno. Jaz, ko sem njemu gospoda župana se pelil z bagarjo ali pa to, sem rekel, sredstva zagotovi, ja. Mi smo že naredili. Jaz sem imel srečo, da sem imel dole vaško skupnost Dobrje, ki so pomagali na vseh frontah. Z traktorji, z mehanizacijo, z rokam, da smo reševali tiste, kar se je še reši dal. Bi pa še poudaril tole eno zadevo, eno lepo gesto občine Ormož, ki je nam na dan solidarnosti dala 60 ljudi, mi smo rekli roke, 60 ljudi z gradbeno mehanizacijo, ki je pač meni kar direktor naše komunale vzel, da jaz mislim, da mu jo uporabili na Dobrjah, pa žal je bilo vse posod tega dost in prišel je z njimi tudi direktor komunale Ormož in sta ona dva to pole sodelovala tudi z gradbeno mehanizacijo. Teda to je bila taka lepa gesta v tistih težkih trenutkih, da te solza pretečejo, tako rečemo včasih. Je pa res bo, da mi smo upravili tamle do 12, kar se je rok tičilo vse, skor mi smo malo planirali, kako bi jih nastanili, kje bi delali, ker gradbena mehanizacija je mislila obstati tole 3 dni, pa nekot niso ostali, ne vem za kaj. V glavnem, pa smo jih pa pošljali iz ravn v Črno in ko so se oni pole v 5 zvečer so se vrnali in so se vračali za Ormož, so rekli, mater, tule v ravna smo se segreli, v Črni je pa noro in tam pa res se še rabi. In jaz kar gledam, kako je nas ta ujma udarila po Koroškem. Koroška je pač bila najbolj na udaru od Črne do Dravograda. S tem, da Mežica jih je malo manj dobo ako Prevale. Prevale so reta na drugem mestu, prvo Črna. No, ravno je Dravograd. Dravograd je bil še kar prikrajšan glede tega, ker ti Drava ni bila v takom obsegu, ko leta 12, ko je bila ne vem kako visoka. Samo, glejte, je pač prešlo nad nas, pa mislim, da nas je kar prezemljivo to, da danes vsako pogleda grta v nebo, se malo zamisli, kaj lahko naredi narava proti nam. Zdaj bi pa še imel eno vprašanje za Brankota. Mene sprašujejo dole naši vaški skupnosti, a se bomo zdaj pri vsaki nevihti kar izselili. Danes smo spet izseljeni bili, jaz bi to, kaj sem malo pogledal, ali kdo je ta komandant, ko nam ukaže, da se moramo izseliti. To so težke stvari. In tamle mi smo že prej, ko je groza bila, imeli problem z občani, jih prepričati vonje. To so starejši ljudje in mater vsak se bori, da bi netra ostal. Ne vem, kakva mišljenje imajo, da zapuščajo svoj dom, svoje življenje, svoje premoženje. In je to še kar občutljiva zadeva. Glejte, kaj bi rekel še? Ravnski dnevi so propadli za naprej, res, da bomo ostali v take kondiciji, ko smo zdaj bili, pa se jaz nič ne bojim. Pa da bojo res ta sredstva, ki bo nam namenjena, res namenjene pravim ljudem in da se bo naredilo nekaj za dobrobit naprej. Hvala. Hvala gospodu Kažerju. Zdaj boste Poveljnik takoj zdaj odgovorili glede teh izselitev, ki jih odreja Poveljnik civilne zaščite. Poglejte, naloga civilne zaščite je varovanje ljudi, varovanje premoženja in pa seveda tudi, kar se tiče čred, kmetijstva in tako naprej. Ja, dokler strokovnjaki nam ne bodo rekli, da je ta zadeva kolikor toliko varna, bomo ob vsakem večjem neurju,
priprave neurja bo vas opozarjali, da se preventivno odmaknete iz vaših objektov. Gre se za vaša življenja. In to je naloga civilne zaščite v prvem, da vas opozori. Vem, to, kar ste rekli, vem, da je to težko, najtežje, da pustiš, kar si prej mogoče celo življenje gradil, ampak vedite, da rečemo, če pa pride do tega, pa še tisto, kar si gradil, pa še tebe ne bo, pa ne bo nič. In z tega vidika, pogledajte, če prek rekel, še najtežje pri mališniku. Mališniki se seliti intenzivno kmetujejo, živinoreja 30 do 40 govedi, ki je ne moremo odgnati. To je treba vse odpeljati. In tako naprej. In to so težki, res, tako se je rekel Boris, težki ukrepi, težke situacije, vendar še vedno prvo je pa življenje. Če bo karkoli se zgodil, jaz sem 100%, da bo družba stopa skupaj in pomagala. Tako ste si vi zdaj sami pomagali in seveda so potem, ko so videli, da si sami pomagali, da so tudi drugi vam prišli pomagati. Tako bo tudi tu, ampak jaz sem že tudi ravno zdaj, zato smo govorili, jaz sem govoril z Lipovnikom, a lahko gredo nazaj, sem rekel, zdaj so se zadeve odvile, ni bo toliko potavin, lahko greste nazaj. To bomo delali, dokler nam bo zagotovili. Oprostite, ampak jaz ne znam zadeve, nimamo čarobne palice, da bi rekli, da bomo pa plaz zaustavili. Dokler ne bo strokovno to zadevo rojena, bomo delali alarme. Res bomo delali alarme in bomo vas pozivali, da se seveda odstranite. Jaz bi meni se bi najbolj delal, da se lahko mi dogovorimo, da imamo to telefonski alarm, da jaz ne vsakokrat vam ali pismeno to pišem in tako naprej, kar bi bo, rečemo, neka administracija, ki je po mojem, če smo ljudje, če se skupaj sedemo, dogovorimo, da bomo lahko to ukrepa izvali. Ampak še enkrat poudarjam, to ni moja muha. Ni moja muha, ampak je moja dolžnost in pa seveda moje kot srčno, da se nobenemu ne bi kaj naredil in bi želel, da res upoštevamo, se dogovarjamo. Bom prišel tudi na sestanek, enkrat vse skupaj dol v kratkem, pa se bomo vseh teh zadev dogovorili, tudi kontakte, na kak način se bomo alarmirali, če bo do tega prišlo. Ker namreč meni so strokovnjaki rekli, naprimer plaz Božič, da ga lahko navaden dež sproži. Kaj pa šele ujma ali pa te večje stvari. Tako da, z tega vidika, jaz seveda, se mogoče tudi tako boste rekli na koncu, imate še poveljnike pa strahopeten. Ne, nisem strahopeten. Tega mislim, da smo vidva pokazali, da nismo strahopetna, ampak imam neko čut odgovornosti za tega. In tudi zadnjič, ko je bilo, sem bil tam na plazah, sem šel dol, če se je zgodilo, če bi bil na prvem mestu tudi zraven. Tako da, jaz bom tudi, če bo kaj takega, bom vedno tam zraven. Tako da, ampak moramo pa upoštevati to zadevo. Še enkrat, hvala lepa. Hvala, poveljniku. Gospa Hovnik je prijavljena k razpravi. Hvala za besedo. En lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi pa prosila za eno kratko razlago oziroma bi opozorila za območje med vrtovi. Tam, ko se gradita dva bloka zdaj, vse vemo, da gospod Lihtinegar tam gradi. Tam smo bili dvakrat poplavljeni že, tako da vemo, tam je most nared, gradbeni most, sedaj je začasni. Ali če bi tisti most bil v redu nared, tam tiste hiše od Trstenjakov naprej ne bi bile poplavljene. Me pa bolj skrbi bližina, tam, ko se gradita ta dva bloka. Jaz sem fotografije že pokazala in me tudi so, da tam sosedi opozarjajo, da en del bloka že visi čez brežino oziroma škarpo. In zdaj nas skrbi, če bo to še eno tako neurje, boh ne daj, kaj se lahko zgodi. Oziroma, a je to varno ali ni varno, je to kdo pogledal, samo to pojasnilo, da bomo tam malo bolj varni. Tako da, hvala lepa. Hvala. Smo na to bili upozorjeni in strokovnjaki, ta največji strokovnjak, ki bo delal plazove, to plazovite, ga lahko peljemo tudi, da če je blok slučajno statično ogrožen. Prej, ko ste rekli, da bo lahko poveljnik nehal sklicevati evakuacijo, zagotovo v petek prihaja projektant, ki bo vsaj nakazal smer rešitve teh plazov in bo malo več sigurnosti glede informacij. Ravno tako bomo ta blok pogledali, ki smo že upozorjeni, da je reka suha, spodjedla in da se vidi temelj bloka ven.
Še kakšna razprava občinskih svetnikov, svetnic, gospod Zih, vi ste že sicer bili, no, če je še kdo, če ne bi zaključil, no, pa mogoče gospod Zih še dopolnil, no, ja, drugi krok. Jaz ne bi dajal neke pobude, jaz bi samo rekel, tako je prej gospod Franci Breznik upozoril, da pomagajmo, donirajmo, bi moral povedati, da v občina Ravne, ZKŠTM in določeni prostovoljci organizirajo dobrodelni koncert, ki bo 10. septembra, teda vse svetnike vabim, da pridejo, da bojo tam na licu mesta lahko pomagali, kaj popili, tudi donirali in tako pomagali tistim, ki so pomoči potrebni. Vse informacije boste še dobili, to je 10. septembra. Hvala. Hvala, gospod Ziho, za to informacijo. No, s tem bi jaz zaključil razpravo na občinskem svetu oziroma seji občinskega sveta. Hvala vam za udeležbo. Kolikor bo potrebna nova seja, bomo s poveljnikom seveda določili, da skličemo novo sejo. Držite pesti za plazove, ampak seveda plazovi sami od sebe se ne bojo nehali. No. Treba bo ukrepati. Ja. Tako da hvala za udeležbo.